Lepo pozdravljeni. Danes se bomo sprehodili po dogodkih, ki so tako ali drugače zaznamovali dogajanje v Posavju v preteklem mesecu. Ob zaključku leta so v plesnem klubu Lukec pripravili plesno produkcijo, s katero so obiskovalcem predstavili svoje plesno znanje. Takole so se člani plesnega kluba Lukec s plesnimi produkcijami predstavili v Sevnici, Brežicah in Krškem. V Sevnici se je predstavilo okoli 40 plesalcev iz sevniške občine, v Brežicah okrog 80 plesalcev iz brežiške občine in pa na koncu v Krškem je bilo pa nekje 180 nastopajočih, torej mi imamo bazo tukaj v Krškem in to se pozna tudi na tej prireditvi v Krškem, ki je res bila enkratna in v bistvu tudi zelo obiskana. Kulturni dom je bil nabito poln. Nastopov se je udeležilo veliko število obiskovalcev. Te nastopi so namenjeni predvsem staršem, da se otroci jim predstavijo, kaj smo delali recimo zdaj od začetka sezone septembra pa nekje do zdaj, nekje, kako bi rekel, prva tretjina sezone, da se malo predstavijo. In je pa tako tudi eno družabno srečanje, kjer se pol na koncu tudi malo poveselimo in kakšno rečemo ob kakšnem prigrizku, preden se poslovimo. Nabor plesnih zvrsti, s katerimi so se predstavili plesalci, je bil zelo pester. Seveda od najmlajših plesni vrtec, pa razne otroške plesne skupine, mala plesna šola, potem pa tudi kasneje naprej se nadaljuje, predvsem hip-hop imamo zelo močen, ogromno mladih se danes drži te plesne zvrsti, potem pa seveda standardni latinsko-ameriški plesi. Potem letos imamo na novo v našem klubu tudi v Krškem orientalske plese, zumba se je predstavila na skupine zumbe in pa seveda step, kjer pa je naša paradna disciplina.
Najbolj priljubljena plesna zvrst je trenutno hip-hop, ki se ga udeležuje največ mladih. Imamo, bi rekel, v Krškem tri zelo močne skupine, tam po 15 otrok, to pomeni nekje 45 do 50 otrok se sam s to plesno zvrstijo ukvarja. Najboljše rezultate pa klubu že tradicionalno prinaša step in tudi na decembrskem svetovnem prvenstvu so prav v stepu ponovno osvojili bronasto odličje. V Kostanjevici na Krki so ob koncu preteklega leta pripravili že tradicionalni 14. božično-novoletni potop v reko Krko. Kljub temu, da jim je vreme nekoliko zagodlo, se je na potopu zbralo okoli 50 potapljačev, tako iz potapljaškega društva Krško, ki dogodek vsako leto organizira, kot tudi njihovih prijateljev iz drugih klubov. Predvsem nam tle pomagajo potapljači iz KPA Novo mesto, mi jim potem tudi vrnemo to na otvoritvenem potopu, ki ga imajo oni v januarju mesecu. Pri potopu pa so se jim pridružili tudi potapljači iz Sevnice ter potapljači poklicne gasilske enote Krško. Potapljači so v le 8 stopinj Celzija hladni vodi okrasili novoletno jelko. Sicer pa potapljači ne spoznavajo le domačih podvodnih globin, ampak se odpravijo tudi na raziskovanje tujih voda. Potapljaško društvo Krško je bilo že kar dejavno. Večkrat smo bili že na Rdečem morju, največ se potapljamo na Hrvaškem. Torej, Hrvaško smo že skoraj celo dali skozi nekako, ne. Tako da, sem v letošnjem letu smo bili na Istu, pa na Lošinju. Tako da smo kar dejavni, bili smo pa tudi ponekod na tujini, recimo na Filipinih so bili nekateri naši člani. Ne. Preteklo leto so se med drugim odpravili na Lošinj in Ist, kjer so imeli potapljaški kamp. Poleg potapljanja pa se ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi. Izvajamo tudi tečaje, veliko sodelujemo s poklicno gasilsko enoto Krško, moram reči, da smo v letošnjem letu izvajali eno veliko, bi rekel, nalogo, in sicer preko Zveze organizacij za tehnično kulturo smo izvedli program usposabljanja oziroma delo, torej tehnično reševanje iz vode. Ne. To smo opravili pač za gasilci, poklicne gasilske enote Krško. Potapljači spoznavajo tako rečne kot tudi morske globine. Predvsem je razlika v vidljivosti, v temperaturi. Ima pa tudi naša reka Krka izredno lepih lokacij, tako da imamo tudi 9-10 metrov globine, recimo tle v naši občini. Ne. Med potapljanjem tako opazijo tudi odnos okoliških prebivalcev do reke. Zelo velika se vidi, da je osveščenost ljudi ratala glede na ekologije, tako da se vidi veliki napredek, torej ljudi, ki razmišljajo o sami reki Krki. Ne. K večji ozaveščenosti o pomenu čiste vode pa so verjetno pripomogle tudi čistilne akcije, ki jih organizirajo potapljaška društva. Vinogradništvo in vinarstvo vinorodne dežele Posavje je osrednja tema monografije izpod peresa Draga Medveda z naslovom Bizeljsko Sremič, dežela vinske trte, vina in novega življenja.
Kljub temu, da je vino in vinarstvo osrednja tema knjige, pa ta poleg tega predstavlja tudi naravno in kulturno dediščino območja. Knjiga Bizeljsko Sremič govori, če gledamo geografsko, v okviru ozemlja, ki se nahaja na levem bregu Save, od Sevnice navzdol pa vse do hrvaške meje. Vsebinsko pa zajema vso naravno kulturno dediščino in pa predvsem vinogradniške lege, opise bizeljskih vin, kako je do njih prišlo, kaj je vse ta tradicija prinesla, predvsem pa kakšno je bizeljsko vino danes. Kako ljudje z njim ravnajo, kako ga vidijo, kako ga prepoznavajo, kako ga tudi promovirajo. In to je tudi osnovni namen knjige, vzbuditi pri bralcu neko prepoznavnost vrednot, ki živijo na tem območju, ki so jih ljudje sami ustvarjali, ki so jih gojili in na katerih lahko danes upravičeno gojijo eno precejšnjo zdravo, ambiciozno perspektivo iz vsega tega, kar na tem območju imajo. Knjiga je intenzivno nastajala pol leta. Seveda s pomočjo vsega tistega, kar se je pa že v prejšnjih letih zgodilo, pa tudi zahvaljujoč gradivom, ki so že obstajala na področju domoznanstva in za katera so poskrbeli skrbni bizeljanci s svojimi prispevki v raznih brošurah, zgibankah in vsem tem pisnem gradivu, ki je ostalo zanamcem na voljo, da spoznavajo svoje kraje. Avtor knjige Bizeljsko Sremič si želi, da bi knjigo prebrali vsi bizeljanci. Zato, ker bodo v njej prepoznavali svoje korenine, pa seveda tudi ostali bralci po Sloveniji, da bojo spoznali ta čudovit košček Slovenije, ki mu mirno lahko rečemo slovenski kanan, tudi morda zaradi grozdja in vina, predvsem pa zaradi tega, da bi spoznali to izjemno bogatstvo, ki je nastalo v tem času do sedaj in predvsem to, kaj lahko doživijo danes, če pridejo na Bizeljsko. Knjigo Bizeljsko Sremič so izdali v Združenju za promocijo bizeljskega. Bistvo vsega skupaj je v tem, da mi želimo nekaj pustiti tudi za prihodnost. Vsekakor smo, da lahko planiramo prihodnost, moramo vedeti preteklost. Sedanjost poznamo, sedanjost je pač tako, kar je. Imamo dve fantastični točki. Imamo sedanjost, ki je sorazmerno dol, spodaj, poden, imamo čudovito preteklost in prihodnost se lahko obrne samo navzgor. Ta odklon od nulte točke navzgor smo hodili doseči. Knjiga se osredotoča na vinogradništvo, ki je na tem območju dobro razvito z nekaj večjimi vinogradniki. No, večino vinogradnikov, pravih vinogradnikov je tudi v našem društvu za promocijo bizeljskega, to je približno okroglo 10 ljudi. No, vendar obstaja še par ljudi tudi izven združenja, ki pa upam, da se bodo tudi pridružili, da bomo potem skupaj lahko močnejši in tudi potem bolj neki reprezentativni na, tako bom rekel, v Sloveniji in tudi v svetu. Knjigo Bizeljsko Sremič so izdali s pomočjo projekta Urata turizma. Mi smo že prej dejansko želeli najprej obuditi to 115. obletnico prve razstave grozdja in vina, ki smo jo tudi naredili v septembru. No, kasneje pa, ko smo začeli o tej zadevi govoriti, smo potem hoteli izdati katalog. Smo rekli, katalog bo preveč neka stvar, ki je stvar samo tega trenutka, ne bo imel vrednosti, drugo leto lahko je čisto drugače. Zamislili smo si, da izdajemo neko zadevo, ki bo imela neki trajni značaj. Vsi katalogi, vse, kar se bo razvijalo, upamo, da bo ta knjiga ravno osnova za prihodnost. Območje Bizeljskega je tudi sicer turistično razvito. Z obiskom v letu 2012 pa so bili zadovoljni tudi v turističnem društvu Bizeljsko. Turistični odziv Bizeljskega letos moram reči, da je bil kar velik. Posebno v Repnicah so včasih imeli kar problem vse postrežiti, tudi v gostinskih lokalih in tudi na naših pohodih, ki smo jih letos organizirali 5, ker imamo še eno pohodniško pot več ob Sotli, tako da moram reči, da smo kar zadovoljni in upam, da bo še naprej boljše, zato ker se trudimo in uspeh naj ne bi izostal. K obisku območja pa naj bi v prihodnje pripomogla tudi knjiga Bizeljsko Sremič. Vsekakor bo pripomogla k večji prepoznavnosti Bizeljskega, ker nekateri so tudi tak, da pač se ne poslužujejo spleta in
jim bo ta knjiga v veliko pomoč, da bojo lahko bolje spoznali naše Bizeljsko, se pravi zgodovino in pa trud, da bi se stvar nadaljevala. Knjigo Bizeljsko Sremič so natisnili v nakladi 500 izvodov. Ljubitelji mesnih izdelkov, predvsem hrustljavih ocvirkov, so v januarju prišli na svoj račun. V Dolenji vasi je namreč potekala že 6. kulinarična prireditev Ocvirkijada. Predprostor dolenjevaškega večnamenskega doma je bil obogaten z več kot 40 štrudli, kifelčki, hlebci, poticami, pogačami in glavna sestavina so bili ocvirki. Med 38 razstavljavci je svoj ocvirkov izdelek prispevala tudi krška podžupanja. Lani sem že prinesla zaradi tega, ker od začetka je bil odziv manjši in je potem za vse povabljene oziroma za vse tiste, ki smo si prišli to ogledati, na koncu bilo bolj skromno, pa vendar lani je bilo zelo veliko izdelkov, letos tudi, tako da jaz sem prinesem tako iz dobre volje, pa iz tega, ker tudi rada treniram pri peki. Torej, kaj ste pa letos trenirali? Tu naj bi bila pulpa, jaz imam to eno knjigo, ki je bila izdana v Posavju in sicer jedi Posavja, kar pomeni, da so gor ocvirki, sicer jaz sem malo še dodala na navaden kruh, dodala tudi malo domače slanine, tako da malo lepše diši in je tudi bolj prijetno. Koliko časa pa vi v bistvu delate dobrote iz ocvirkov? Joj, že dolgo, menda nekaj ne 40-50 let. Kaj ste pa letos pripravili? Kaj sem letos? Letos sem pa v cvirku špehovko. Naredimo ali iz onih ocvirkov ali pa iz slanine prekajene, ne? Eno ali pa drugo, ali iz jajcem, ali mislim z jajcmi namaz, ali pa prepečena jajca, ne? Tako da eno in drugo je zelo fino. Je mogoče kakšen poseben recept ali pa skrivnost, da so ocvirki res tisti dobri, ta pravi, da dajo tisti pravi žmeh, ko rečejo? Ja, jaz jih ponavadi, ko jih jaz delam, mi jih zmeram lepo usolimo, tako da so lepo slani, potem damo malo vodice, da niso čisto na suhim in potem se pa lepo cvrejo in ko so lepo zlato rumeni, ko pride na vrh, so pečeni. Ocvirkove dobrote tako pripravljajo iz Krške in iz Brežiške občine, pa tudi iz Prekmurja. Pri nas so tudi so tudi potice, so tudi ti kifelčki, so razne potičkice, tako da pri nas so koline zelo znane. Najbolj pa je znana pri nas pojedina bujta repa, ki jo pa vemo samo me gospodinje iz Prekmurja skuhati. Kaj ste pa za danes pripravili? Danes sem pa pripravila ene ocvirkove pogačice, brioši. To so pogačice z nadevom iz ocvirkov in testane. Pa ste že komu na Dolenskem izdali skrivnost, kako se bujta repa pripravi? Ja, skuham jo največkrat za mojo družino. Rada pa povabim tudi koga, da malo proba, kako to sploh izgleda in kakšen okus ima. Ker nekdo bi rekel, ja kaj pa na furešu ali pa na kolinah repa dela, ne? Ampak pri nas v Prekmurju je ta glavna jed za kosilo, bujta repa. Tradicionalno ocvirkijado že od začetka organizira kulturno-umetniško društvo Žarek iz Dolenje vasi. Pobudo za to izvirno prireditev pa je dala domačinka Irena Stergar. Ker se mi je zazdelo, da v teh dolgih zimskih večerih, da bi bilo potrebno, da se člani kulturnega društva Žarek družimo z našimi krajani, našo zvesto publiko, ki tudi drugače spremlja naše prireditve. In kako drugače kot recimo ob ocvirkih, ob teh slastnih, prijetno dišečih, ki mogoče bi že bili skoraj pozabljeni oziroma prepovedani, ampak smo mi pa le obudili ta stari običaj in ocvirke ponovno dali na mizo. In ko so jedi na mizi, so tudi pripravljene za pokušino in izbiro najboljše. Nimamo namena ravno nekako rangirati od prvega do drugega, tretjega mesta. To ni bil naš namen. Drugače pa že tako med samim ogledom malo prisluhnemo gledalcem, kjer izdelek jim je simpatičen.
tistega potem malo, kaj bi rekla, vržemo na površje, malo ga omenimo po končani prireditvi, drugače pa nimamo namena, cenimo in spoštovanjem gledamo vsak izdelek. A kljub vsemu je komisijo in obiskovalce s svojim izdelkom s pomenljivim imenom Gotov najbolj navdušila družina Bogovič, ki je odnesla že 6. zmago zapored. Sicer ocvirkijada ni dobrot prispevala le za želodce, namreč so številne obiskovalce navdušili domači pevci in glasbeniki, pa tudi za smeh je bilo poskrbljeno. Naša predsednica Mira Damjanovič, predsednica Kulturnega društva Žarek, res izredno poskrbi, da je to ocvirkijado spremlja tudi, lahko rečem, bogat kulturni program. V prvi vrsti nastopamo domači kulturniki, to so ženski pevski zbor Prepelice, ljudski pevci Ajda in naša dramska Veseli oder. Ljudski pevci smo zdaj že 6. leto, tu pomeni že od vsega začetka, tvorimo ta kulturni program, drugače pa sami ljudski pevci pa delujemo že 13. leto. Kot so potrdili organizatorji, so nad letošnjim obiskom prireditve navdušeni, kar jim je še dodatna spodbuda, da bodo tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje. Mladi in mediji je naslov projekta Evropske prostovoljne službe, ki ga že 10. leto zapored pripravlja Društvo zaveznikov mehkega pristanka. V Krškem so v tem času gostili več kot 20 prostovoljcev iz 11 držav. Mladi med 18 in 30 letom starosti imajo tako možnost, da kot del programa Mladi v akciji za obdobje 2 mesecev do 1 leta odpotujejo na prostovoljno delo v tujini. Program so začeli izvajati pred 10 leti. No in DZMP tudi je že takrat leta 2003, mi smo dali v to dato bazo, kjer tudi ostali lahko najdejo projekte, smo dali, oziroma napisali ta naš projekt, kjer mladi sodelujejo z nami pri snemanju teh različnih medijskih prispevkov, se učijo v medijih, v filmu. No in interes je kar veliki, vsak teden dobimo par prijav, smo pa zdaj v tem času gostili res že, mislim, da smo že blizu 30 prostovoljcev iz več kot 10 držav. Večinoma prihajajo za 1 leto, tako da na začetku so udeleženi v teh različnih usposabljanjih, ker neki teh sicer že imajo neke izkušnje, ampak večina pa nima, tako da v bistvu jih mi usposobimo. Pa kasneje pa oni tudi zelo samostojno delajo razne filmčke, predvsem pa je namen, da oni sodelujejo tukaj z nekimi lokalnimi mladimi, se pravi, ali da skupaj snemajo, ali pa da snemajo neke prispevke o njih. Program Evropske prostovoljne službe je načeloma odprt za vse mlade, dodaja Gomizel, zato tudi Krško društvo ne postavlja posebnih pogojev za sodelovanje v programu. Glavno, kar gledamo, je motiviranost. Tudi v Krškem dejansko, če nekdo pride, ki ni motiviran za to delo, mu težko ponudimo neke druge alternative. Trenutno v Krškem preko programa Mladi in mediji deluje 6 prostovoljk, prav tako je bilo tudi preteklo leto. No, trenutno zdaj veliko odhajajo nam ena Španka in 2 Francozinji, ostaja pa ena nova Francozinja, ki je ravno kar prišla, 2 Španki in pa imamo tudi še eno Portugalko, eno Belorusinjo in eno Portugalko še pričakujemo februarja. Ena od prostovoljk je Ana iz Belorusije, ki nas je presenetila tudi s svojim znanjem slovenskega jezika. Prvič sem prišla na delavnice 2010, ker moji prijatelji mi so povedali, da tukaj so delavnice dokumentarnega filma in potem čez 1 leto sem prišla na IVS projekt in sem bila tukaj 1 leto zaradi IVS projekta. Veliko video smo naredili, pa tudi smo delali na delavnicah z otroci, smo delali tudi veliko z Romi, pa potovali smo, imeli delavnice, pa srečali veliko ljudi po Sloveniji, pa zanimivo je bilo. Ana dodaja, da je v tem letu bivanja v Sloveniji dobila veliko izkušenj. Profesionalne izkušnje, video, pri snemanju, pri montažu, pa tudi medkulturne stvari, malo slovensko sem naučila, srečala sem veliko ljudi, pa za mene je bila taka velika in pomembna izkušnja. Tudi učenje slovenščine ji ni predstavljalo velikih težav. Tudi zdaj govorim še z napake, ampak ker jaz sem iz Belorusije in naše jezike so malo podobne. Pol za mene je šlo mislim. Iz Francije pa je v Slovenijo prišla Coralie. I wanted mostly to discover some totally new field for me.
So I read the project, and it seems that the ZMFE was a nice organization. They did some nice movies, so I choose this project, I apply, and then I arrive here. Korali je v Krškem preživela 1 leto, po končanem projektu pa je čas za odhod domov. And I did some videos, short movies, documentaries, fiction, and also I was a mentor in some workshop to help kids to make some videos. Poleg tega je Korali med 1-letnim bivanjem v Krškem spoznala tudi nekaj novih prijateljev, obiskala pa je še druge dele Slovenije ter se podala tudi na Hrvaško. Izkušnjo v tujini si je želela tudi Estefanija iz Španije, Slovenijo pa je izbrala, kot je povedala, bolj zaradi privlačnosti projekta kot želje po obisku države, ki je ni poznala. Main tasks were doing videos, shooting, and as well as editing. We were doing like 2 videos per month, sometimes some reportage from some events, sometimes some fiction movies, some documentary, short documentary movies, also workshops with kids to promote a bit these creative processes with young people. Estefanija je naredila več filmskih portretov mladih ljudi, tako iz lokalnega okolja kot tudi tujcev. Tudi zanjo je bilo leto v Sloveniji pomembna izkušnja. Not only because of what I learned or what I will take with me, also as I said before, I didn't know so much about this part of Europe, so it was very interesting to discover these ex-Yugoslavia countries. I traveled a little bit, and also Slovenian people are everybody was quite kind with us, and I learned in a personal way as well as in a professional way. Vsaka od prostovoljk, ki so v preteklem letu delovale v Krškem, je naredila več kot 20 kratkih filmov, veliko pa so tudi medsebojno sodelovale. Predvsem pa je to, kar mi spodbujamo, ne samo njih, tudi ostale mlade, da preko tega filma in videa, da na nek način reflektirajo družbo. Se pravi, da gledajo okrog sebe, da jih zanima svet okrog njih in da tudi oni pol to na nek način, da razmišljajo o tem in da tudi prikažejo in tudi mogoče kakšne take teme, da osvetljujejo, ki mogoče sicer manjkrat mi to srečamo v medijih, tako da mogoče tudi drug to spozna in da tudi kdo drug mogoče začne o čem razmišljati. Pri delu prostovoljkam pomaga tudi mentor Tomaž Pavkovič. Pomaga mi pri vsakdanjem delu. To je naprimer od dela s kamere do montaže, do prevajanja filmčkov oziroma pač izdelkov, katere naredijo. Lani je bilo prvič, da je bila taka velika skupina, ampak mislim, da so bile punce super, da so bile zelo pridne in da so naredile zelo dobre in kvalitetne filme. Tematika izdelkov je zelo različna. Od življenja v Krškem, življenje mladih v Krškem, potem par filmov je bilo tudi, so naredile one o njihovem življenju tu v Krškem v tem letu, kaj se je dogajalo, pa še razne te naše zgodovinske tematike do kakih eksperimentalnih stvari ali pa kaj takega. Društvo zaveznikov mehkega pristanka se zadnje leta v svojih projektih osredotoča predvsem na medije in medijsko produkcijo. Naši projekti so, se pravi, video, film oziroma mediji. Tukaj se usmerjamo, tukaj smo najbolj aktivni, izvajamo več delavnic vsako leto. Lani recimo smo imeli več kot 10 različnih delavnic, se pravi, da smo bili po 6-7 dni tudi v drugih krajih Slovenije, kamor so nas povabili. Predvsem pa so to tudi mednarodni projekti, tako da smo gostili večkrat, recimo samo na Ptuju v sklopu tega programa Evropske prestolnice kulture Maribor smo imeli preko 50 mladih iz različnih držav, ko so prišli v bistvu posneti filme k nam. Projekt Mladi in mediji je kot primer dobre prakse ocenila tudi Evropska komisija in ga predstavila na svoji spletni strani. Posavje se je v januarju odelo v belino, saj je obilno sneženje poskrbelo za pravo zimsko pravljico. Če so nekateri nad snežno odejo navdušeni, pa so številnim drugim težave povzročale predvsem zasnežene ceste. Močno sneženje je bilo napovedano že nekaj dni vnaprej, zato so se tudi zimske službe odpravile na delo že ob prvih snežinkah. Tako so se prvič na teren podali že v nedeljo v popoldanskih urah. Kjer se je izvajal, pluženje po višinskih cestah in pa tudi že preventivni posip. Drugi so štartali, če rečemo cel krog, teh naših 550 km cest, kar jih plužijo občinske službe, so štartali v polnoči, tako da v bistvu so že naredili drugo rundo. Vse to pa ni zadostovalo ob včerajšnjem močnem jutrnjem sneženju, tako da so zjutraj ponovno poslali na cesto okoli 50 plužnih ekip. Vključno z ekipami za čiščenje pločnikov in javnih površin,
Ocenjujemo, da smo porabili nekje okrog 300 ton soli čez noč. Kljub temu pa je močno sneženje v jutrnjih urah kmalu ponovno pobelilo ceste in povzročilo nekaj negodovanja med vozniki. To ni res, vedeli so za razmere, pa da ne morajo vpustiti, pa to ni res, no. Sicer pa je promet večinoma potekal normalno, mnogi so se v službo ali v šolo podali kar peš. Pojavilo se je le nekaj manjših zastojev in prometnih nesreč. Namreč ni bilo vse spluženo, ljudje so na cesti, treba se hitro ustaviti. Seveda potem tisti, ki je v zadnji, ne more ustaviti in se seveda, dogajajo trki. Še večji problem so pa seveda tista vozila, ki zaradi neustrezne opreme ali pa mogoče tudi manj veščih voznikov, kar seveda ne bi bilo, če bi bile, na pogonskih kolesih verige, enostavno, jih zanese na cesti, ostanejo obrnjeni na popreko. Veste, v teh primerih je pa dejansko zastoj, kjer ne more nihče ni naprej, ne nazaj. V takem primeru tudi zimska služba seveda ne more izvajati svojega dela. Sneženje je napovedano tudi v prihodnjih dneh, zato je ustrezna zimska oprema na vozilih nujna, opozarjata tudi naša sogovornika. Sneg, ta ujma je vedno nekaj nepredvidenega, to je v bistvu problem. Ne moramo pričakovati, da bi teh 50 ekip lahko splužili vse ceste tako, kot je normalno. Če že morate na pot z avtom, vsekakor ne, če nimate zimskih gum, oziroma ne brez verig. Pozivam te priložnosti vse občane, da uporabljajo primerno zimsko opremo in se na pot odpravijo, če je to nujno potrebno. Zimske službe bodo na delu tudi v prihodnjih dneh, ko je napovedana naslednja pošiljka snega. Če ne ledena, pa vsaj posebna je bila trgatev, ki so jo v januarju pripravili v Krški vinski kleti. Vremenske razmere zaradi previsokih temperatur niso dopuščale ledene trgatve, kljub temu pa bo letošnja zimska trgatev nekaj prav posebnega. V Krški vinski kleti so tudi letošnjo zimo popestrili z zimsko trgatvijo, ki pa zaradi previsokih temperatur za ta zimski čas ni bila ledena. To je posebna trgatev, se pravi sorte Modra Frankinja. Želeli smo sicer ledeno trgatev, vendar nam vreme ni bilo naklonjeno, tako da po meritvah bo to suhi jagodni izbor. Kljub napovedanim nižjim temperaturam so se odločili, da pohitijo s trgatvijo, saj so jim živali iz bližnjih gozdov kljub zaščitnim mrežam že začele odžirati pridelek. V bližini so gozdovi in nam dnevno odžirajo pridelek, tako da smo bili prisiljeni iti v trgatev, sicer smo pa čakali na vremenske pogoje za ledeno trgatev, ampak bojim se, da ne bi ostalo grozdja nič. Skupina trgačev se je tako v jutranjih urah odpravila med vinske trte, nabrano grozdje pa so odpeljali v nadaljnjo obdelavo. Postili smo za predikat 2400 trt, nekje ocenjujemo, da bo po trti okrog 80 dek, se pravi v grobem 2 tone grozdja presušenega. Od tega pa pričakujemo cirka 200-250 litrov mošta. Kljub temu, da bo nastalega vina količinsko le malo, pa imajo velika pričakovanja glede njegove kvalitete. Kvaliteta je primerna temu času, se pravi sladkorja je med 180 in 200 ekstlerji, plemenita plesen je svoje opravila, tako da pričakujemo en čudovit letnik. Tokrat so za zimsko trgatev pripravili Modro Frankinjo, ki so jo v Krški vinski kleti po zimi trgali prvič. Modra Frankinja kot predikat se v teh naših koncih oziroma širše prvič letos trga. To smo si pa nekako omislili kot izziv, kajti vsa leta do zdaj smo puščali največkrat bodisi Sauvignon ali pa Laški Riesling. Za leto smo si pač poželeli Modro Frankinjo, da vidimo, kaj bo se izcimilo iz tega. Ker gre za posebno trgatev, bo visoka tudi cena vina. Ja, to je precej relativno zadeva. Od 50 do 200 evrov recimo se bo nekje givala cena takšne steklenice. Tokratna Modra Frankinja bo spadala med predikatna vina, ki so najbolj pogodu ljubiteljem sladkih vin. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečno oddajo Od tu in tam, ki v vašo družbo prihaja vsak 4. ponedeljek v mesecu ob 20. uri na Ansat TV. Do prihodnjič pa hvala za pozornost in nasvidenje.